rezultatom 1-2. Z mano je selektor Matjaž Kek. Hello and welcome to the press conference of the Slovenian FA after the game Romania-Slovenia, which ended in 1-2, victory for Slovenia. Matjaž, komentar po tekmi. Mislim, da smo zmagali zasluženo, na izredno težkem terenu, dober prvi polčas, potem pričakovano problem z ritmom, ko smo menjali, ampak vse to skupaj je tudi namen teh pripravljalnih tekem. Na koncu zdržali nek tisti pritisk, ko nismo najboljše reagirali, ampak v zadnjem zaključku tekme pa bi morali tekmo pripeljati neki boljši rezultat, ampak z dosti stvarmi sem zadovoljen, vidi se napredek, sploh tisti prvi polčas, o katerem se lahko še dolgo pogovarjamo. Potem pa, kot sem rekel, namenoma smo menjali, namenoma smo izpostavili nekatere igralce, ki mogoče niso niti v formi, niti nimajo rojen status, in jim je to signal in znak, kaj jih čaka, če se zadeve ne bodo uredile. Tako da zmagati v Romuniji je vedno ok, ekipa, ki je 10 mest pred nami, tako da jaz sem zadovoljen, ker če na eni strani izpostavljam pomen rezultata, pozitivnega rezultata, potem je treba zdaj tudi povedati, da so v prvem polčasu bile nekatere stvari res ta prave. Smo na poti, katero želimo. Okay, let me summarize. I feel our victory was deserved. It was a tough pitch. We had a really good first half, and in the second half, when we changed 3 players, we had some problems with the rhythm. But this is what you use the preparation games for. We managed to withhold under pressure, and in the end, close to the end of the match, we could have gotten even another goal, or even more from the result. In the end, I'm pleased with the result. Winning in Romania with the team that is 10 places above us in FIFA standings is always good. Now, if there are any questions from the home media, we'll first start with those. We'll answer 3 questions from the domestic media, and then we'll continue in Slovenian. I understand he makes 3 changes, but how is it possible to be such a big difference between the first part and the second? Reaction for new players was not good. Tactically, we make too many mistakes, and Romania make a pressure, and our reaction was so bad. Another question from home media? If not, we'll continue in Slovenian. Okay, thank you very much. Hvala lepa, potem pa nadaljujemo v slovenščini. Veliko vprašanje za Matjaža. Andrej? Dober večer. Glavna razlika v primerjavi s tistimi oktobrskimi tekmami na začetku je ravno ta desna stran, torej Stojanović, ki je šel nazaj, Lovrič tudi odlično to delovalo, prvi gol na vse zadnje, njena sjajna akcija po desni. Zdaj v drugem polčasu ste pa ravno to šli spreminjati na tisto podobo iz oktobra. Rekli ste, če sem vas prav razumel, vam tudi v nekakšen opomin, da zaradi določenih zadev to ne deluje več. Sem vas prav razumel in kako to še delate? Ja, dobro ste razumeli. Gre za to, da seveda še eno tekmo imamo, hotel sem še nekatere stvari videti, pokazati in jasno, da smo zamenjali v bistvu celo desno stran, tudi za Mevljo smo spremenili. Jaz sem vedel, da bomo tukaj tako izgubili ritem, da bomo tu izgubili neko sigurnost in tudi dejstvo je, da nimamo samo 10-11 igralcev, da so potrebno za marec urejeni statusi in v to smer je šlo moje razmišljanje. Se bi lahko menjali po enega, po 2, ampak prav namenoma smo menjali, tudi izgubili smo uigranost med 2 napadalcih, ko se vidi, da ta 2, ki sta v prvem polčasu igrala, da je to ena kvaliteta. Tako da je pa nekaj drugega, ne. Tudi reakcija nekaterih ostalih potem ni bila več takšna, ko se izgubi nekje neka sigurnost, ko nimamo več tiste predrznosti, da si upamo igrati, da samo čakamo, potem je predvsem mislim, da bil problem, da smo slabo taktično reagirali na njihovega
veznega igralca, ki se je v organizaciji igre potegnil med njihova dva štopera, v bistvu so oni začeli igrati za tremi in ta vezni je razigraval dobro ekipo, mi nismo naredili pritisk na njega. In pa ta druga stvar, kar sem jaz videl, predaleč smo enkrat stali od igralcev, pustili smo jih, da svojo tehniko, svojo hitrostjo delajo višek in takoj smo prišli v probleme. Potem se je zadeva, tudi ko so oni imeli, se je zadeva umirila in potem bi tudi na koncu mi morali izpeljati nekatere zadeve malo boljše, ampak se pravi, zato so te tekme, namenoma je bil dogovor, da bomo poskušali na nek način pokazati nekatere stvari in na eni strani dokaz, da smo v pravi smeri, prvi polčas in pa mislim, da igra, ki je ok, in v drugem polčasu še koliko moramo stvari popraviti in koliko še lahko ta ekipa tudi v tistem momentu, ko menjamo, koliko mora biti ta ekipa boljša. To je, mislim, da neka moj pogled hitro, ena učna ura ali pa učnih 95 minut. Hvala. Naslednje vprašanje. Nimam nekih velikih pričakovanj tega vprašanja, glede to, da kar varujete to zasebnost ekipe, ampak vseeno, kar nekaj žuganja je bilo v tem vašem krogu na koncu, malce tudi skozi smeh, malce ne. Kaj je bilo glavno sporočilo tega ali pa koliko nam lahko poveste? Ja, pa ni to, če me kdo dobro pozna, potem ve tisti moj smeh, ki je imam tisto malo klovnsko prispodobo. Jasno in glasno, dober polčas, čestitke za zmago, ampak če kdo misli, da je lahko zadovoljen z drugim polčasom, je pa hudo narobe, ampak je pa pomembno, da smo zmagali. Je pa pomembno, da smo zmagali, tu v nekih momentih smo bili pod pritiskom, ampak vse pravim, kvalifikacije bojo v enem letu in takrat se ti lahko marsikaj zgodi. Enostavno moramo narediti pritisk tudi na nekatere igralce, ki bodo morali tudi malo riskirati v klubih, da si uredijo status, da si uredijo minutažo. Zdaj nekega širokega nabora nimamo, super, da je zmagala mlada reprezentanca v Črni Gori, tudi tam je verjetno še kar nekaj materijala in takšne tekme, kot je ta današnja v Romuniji, ti lahko dajo neko veselje, ker si zmagal, ker si videl, da znaš igrati dobro nogomet, po drugi strani te pa takoj strezni in te opozori, če nisi fokusiran, če nisi taktično discipliniran, če ne odreagiraš tako, kot smo se dogovorili, potem imaš probleme. Še kakšno vprašanje? Še eno, posebej ste šli do Jana Oblaka, da bi bil pa smeh vendarle, mislim, da nekoliko drugačen. Zdaj on je nekakšna stalnica in vedno to poudarjamo, ampak vseeno, mislim, zdi se mi prav, da ga tudi tokrat postavimo, da tudi tokrat poveste, kaj pomeni imeti takega vratarja. Vendarle verjetno bi se zadeva lahko končala tudi drugače. Ja, lahko se bi zadeva končala tudi drugače, če bi mi izpeljali nekaj bolj kvalitetno, nekaj te hitre prehode, ki so bili v prvem polčasu perfektni. Imamo enega izmed najboljših golmanov na svetu, gre pa predvsem za to njegovo pripravljenost, da po številnih težavah, ki jih ima v klubu, govorim o njegovih osebnih težavah z poškodbami in vse to skupaj, sploh ni debate oziroma sploh ni razmišljanja, bi, ne bi. Bilo je sicer nekaj drugega pripravljenega, ampak poškodoval se je tudi Belec, ampak pravzaprav jih je še nekaj takšnih igralcev, velik pritisk na Mevljo delajo iz Rusije, da se morajo vrniti in vse to skupaj. Še nekaj teh igralcev, ampak niti v eni sekundi z kapetanom na čelu in vsemi ostalimi ni bil vprašaj, ali bodo prišli, ali bi samo malo, pa bi šli po prvi tekmi ali kakorkoli. In mislim, da je to tista zadeva, s katero sem lahko zadovoljen, ker jaz sem rekel, dobro se spomnite, ustvarila se je ena skupina, ena homogena skupina, ki se zaveda svojih dobrih stvari, ki pa ne nori, ko je nekaj dobro, ker se zaveda tudi svojih slabih stvari. Ne. In za kvalifikacije rabimo sigurno 20-23 igralcev, ker lahko se zgodi marsikaj, tako da nič drugega kot pripraviti se dobro, upam, da dobro popolnjene Stožice, prihajajo v Stožice Šeško, Oblak, pa naštevam še dalje, kar mislim, da je tudi zelo, zelo pomembno in jaz pričakujem zopet eno težko tekmo, ker nasprotnik je dober, ta je zmagal glad, ampak na en drug način tukaj in nič, gremo dalje, vse pravim. Nekaj stvari so se mi poklopile v nekem mojem razmišljanju in v prvem in drugem polčasu. Hvala lepa. Prosim. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Hvala. Mogoče samo še podatek, da
za Stožice trenutno približno 9000 izdanih kart, če se ne motim. Ne.